Pozdravljeni in dobrodošli v Global Eye. Sem Nataša Kircuk. In skupaj bomo podrobneje raziskali svet, v katerem živimo. Najprej pa si poglejmo, kaj imamo v nocojšnji oddaji. In to so naše teme. Ukrajina. Vztrajna ukrajinska kampanja z droni je tako močno prizadela rusko zasedeni Krim, da so tamkajšnje oblasti zdaj popolnoma prepovedale javnosti nakup goriva. Bencinske črpalke bodo od zdaj naprej oskrbovale le še vladna vozila. To pomeni, da civilisti in podjetja ne bodo imeli dostopa. Ta ukrep je sledil ukrajinskemu napadu na naftno skladišče v pristaniškem mestu Herson, kjer so bili ubiti 4 ljudje, skoraj 30 pa ranjenih. To je najstrožja omejitev goriva, ki jo je Krim doživel, odkar je Rusija leta 2014 nezakonito zasegla polotok. In to ni naključje. Strategija Kijeva je jasna. Zadušiti rusko oskrbo z gorivom, izprazniti njene vojne rezerve in pritisniti na Putina, dokler ne bo prisiljen sesti za pogajalsko mizo. In predsednik Bolivije je končno izgubil živce. Rodrigo Paz je razglasil izredno stanje in poslal vojake ter bagre, da odstranijo cestne blokade, ki dušijo državo že skoraj 2 meseca. Govorimo o resničnih pomanjkanjih, gorivu, hrani, zdravilih in gospodarstvu, ki izgublja milijarde. Kdo pa stoji za tem? Delavski sindikati, staroselske skupine in kmetje protestirajo že tedne, ker želijo, da Paz odide. On je prvi konservativni predsednik Bolivije v zadnjih 20 letih in ljudje s tem niso zadovoljni. Že več kot 50 let. Več kot 50 dni je Bolivija kazala potrpežljivost, preudarnost in pripravljenost na dialog. Mir smo iskali do zadnjega trenutka, ker sem vedno verjel in ta vlada je vedno verjela, da se moč voditelja ne meri po tem, kako hitro uporabi silo, ampak po njegovi sposobnosti, da se ji izogne. A pride čas, ko neukrepanje ni več preudarnost, ampak postane neodgovornost. Ta trenutek je prišel. Zdaj pa v ozadju vsega tega preži Evo Morales. Je nekdanji predsednik, znan po svoji ognjevitosti, ki je vladal več kot desetletje v Boliviji in še vedno uživa veliko podporo. Paz pravi, da on vreče niti. Morales pravi, da je to popolna neumnost, čeprav se ne skriva in se sooča z ločenimi kazenskimi obtožbami. Zdaj se jesenske počitnice na plaži v Dominikanski republiki spremenile v pravo nočno moro. Ogromen požar je zajel priljubljeno letoviško mesto Bajahibe, pri čemer je umrla italijanska turistka, najmanj 9 drugih ljudi pa je bilo poškodovanih. Skoraj 1700 gostov so morali evakuirati, ko so plameni zajeli obmorske stavbe hotela Viva v Windham Dominicus Beach. Poglejte to. Preiskovalci pravijo, da se je požar širil tako hitro, da je jasno zakaj. Strehe iz palmovih listov in močan veter so zagotovo nevarna kombinacija. Kljub vsemu temu kaosu, oblasti zdaj poudarjajo, da je širše letoviško območje odprto in deluje normalno. Po teh posnetkih je to težko verjeti. Zdaj se je Barack Obama vrnil in ima nekaj zapovedati. 44. predsednik se je vrnil v svoje domače mesto Chicago, da bi na južni strani mesta odprl dolgo pričakovani predsedniški center. To je kampus vreden $850 milijonov, poln vrtov, galerij in zelenih površin, ki je nastajal desetletja. Tisoči so napolnili praznovanje ob obali jezera, kjer sta med nastopajočimi bila tudi Stevie Wonder in Bruce Springsteen. V množici pa so bili celo 3 nekdanji predsedniki. Želeli smo, da je to živahno, živo praznovanje skupnosti, kjer se lahko skupaj učimo in delimo radosti, umetnosti, glasbe, športa in igre. Ker prav v teh trenutkih se spomnimo naše skupne človečnosti. Naj ne bo pomote. To ni bilo le rezanje traku. Obama je izkoristil ta trenutek, da se je zoperstavil politični grdobiji, za katero pravi, da trenutno razdvaja državo, ne da bi pri tem omenil Donalda Trumpa po imenu. Organizatorji pričakujejo, da bo center letno obiskalo do 1 milijon obiskovalcev. Tu je novi Air Force One. Donald Trump je predstavil predelan Boeing 747, ki je bil v lasti Katarja, kot svoje novo predsedniško letalo. In ni prav nič subtilno. Temno-modra barva na spodnjem delu, rdeča črta ob strani in ogromna ameriška zastava na repu. Trump to imenuje svojo letečo belo hišo, kakršne še nihče ni videl. Letalo je darilo iz Katarja, ki je ob sprejetju lani dvignilo kar nekaj etičnih vprašanj.
in uporabljali ga bodo, dokler Boeing leta 2028 ne dostavi uradne nadomestne flote, ki že dolgo zamuja. Kraft pravi, da bo novo letalo svojo mednarodno premiero doživelo na naslednjem vrhu NATO v Turčiji prihodnji mesec in bo opravilo prelet ob praznovanjih 4. julija. In končno nekaj pozitivnih novic. En sam odmerek je skoraj izkoreninil raka materničnega vratu v eni generaciji. Raziskovalci v Angliji so pravkar predstavili precej izjemno ugotovitev. Mlajše ženske, ki so kot otroci prejele cepivo proti HPV, imajo skoraj nič možnosti, da bi umrle zaradi raka materničnega vratu, preden dopolnijo 30 let. Dejansko med letoma 2020 in 2024 ni umrla niti ena ženska, stara od 20 do 24 let zaradi tega. Niti ena. Do zdaj je bilo rešenih okoli 200 življenj. Znanstveniki pa pravijo, da je to nič v primerjavi s tem, kar prihaja, ko bo več cepljenih žensk postalo starejših. Težava zdaj je, da se dovolj otrok ne cepi. Anglija je pri 76% precepljenosti, kar je precej pod 90%, kolikor jih je dejansko potrebnih za to, da to pripeljemo do konca.